Dober dan. Nažalost nimam političnega seksa pila in tudi adrenalina, pravzaprav bom zmanjševal količino adrenalina. Časi za mene so čudni, ne da ne vemo, kam gremo, po moje ne vemo tudi, kje smo. Tudi ugotavljanje, kaj se v gospodarstvu dogaja, vse bolj prenašamo na to, da ugotavljamo, kakšni so občutki ljudi, gospodarstvenikov in tako naprej, in vse manj zmerljivimi količinami, ki pa postajajo tudi sumljive. Zaradi tega, kot je na primer družbeni produkt, se povečuje na načine, ki ga jaz imenujem sezuvanje čevljev na letališču, ker to povečuje družbeni produkt, podobno kot tiste naprave, skozi katere smo šli. Tudi z razlagami, kaj se zakaj razlaga, je zmeraj težje. Svetovni ekonomist Paul Krugman, najbolj znan ekonomist tega časa, je rekel, da je ekonomija v zadnjih 30 let v najboljšem primeru povsem zgrešila, v najslabšem primeru pa naredila veliko škodo v družbi in tako naprej. No in seveda, če gledamo te tako imenovane ekonomske zakonitosti, več ali manj ugotavljamo, da so se ohranile samo tiste, ki se imenujejo common sense ali pa po slovensko zdrava kmečka pamet, in še v tiste je vse več dvomov. No, kriza je veliko teh samoumevnosti spremenila v leporečje ali pa ideološko navlako. Recimo, če vzamemo Lizbonsko strategijo, ko je govorila o tem, da ustvarjamo družbo znanja, in ta družba znanja naj bi pač pomagala bodočemu razvoju. Očitno se je uresničilo to, da so te družbe znanja in podobne stvari namenjene le političnim govorom in ničesar drugega. Tudi prepričanje v globalizacijo, ki naj bi koristila vsem, se je v bistvu sesulo. Zelo jasno je, da globalizacija koristi samo nekaterim, druge pa spreminja v reveže in tako naprej. Kriza je sesula recimo vso vero v tako imenovano koristnost kapitalskih trgov, ki naj bi zagotavljali zbiranje prihrankov, dobro gospodarjenje s premoženjem in podobne stvari. V bistvu pa gre za neko veliko igralnico, v kateri se veliki igralci igrajo monopoli, ta monopoli pa spreminja ljudi v reveže in tako naprej. No, problem je tudi to, da so se celo nekatere temeljne ekonomske zakonitosti so postale vprašljive. Naprimer, da gospodarimo zato, da bi odpravili pomanjkanje dobrin. Več ali manj je očitno, da gospodarimo samo zato, da odpravljamo pomanjkanje dela, nič več pomanjkanje dobrin. Pred dobrimi 25 leti sem tudi sam verjel, da je privatna lastnina vsaj potreben, če že ne zadosten pogoj za gospodarsko učinkovitost. V to še verjamem, v gospodarjenje oziroma v samoupravljanje in socializem pa sem začel verjeti šele, ko je bilo tega konc, nekje leta 1990. Zato, ker se je pokazalo, da so lahko privatni lastniki mnogo slabši od države ali pa samoupravljavcev, da je uveljavljanje trga tam, kjer to ne sodi, pravzaprav ustvarja bedo, in da je pravzaprav s privatizacijo lahko smo ustvarili pravzaprav le neodgovorne lastnike, pri nas to imenovano certifikatsko privatizacijo, neodgovorne lastnike, 2 milijona takšnih neodgovornih lastnikov, na prvi stopni, na drugi stopni pa razne finančne sklade, ki so to premoženje zapravili, in ko je bilo treba reševati podjetja, tega premoženja za reševanje podjetij ni bilo, ker ne bi bilo to pač metanje denarja v vrečo brez dna. Pri tem smo pozabili, da so tudi v vreči brez dna ljudje, ki so podobni nam, ki sedimo tule, le da imajo bistveno manj moči, ker je kapitalizem, katerega smo sprejeli, na nek način pretvoril v reprodukcijski material. No, v iskanju izhoda se zdaj pojavljajo ideje, kot je soudeležba delavcev na dobičku, soupravljanje ali celo samoupravljajo. Pojavljajo se osnutki zakonov, ki precej sramežljivo predlagajo skromne spremembe, pa še ti najbolj skromni poskusi pravzaprav se ne premaknijo nikamor.
Govorijo o socialnem podjetništvu, ki naj bi pokrivalo vse to. A vse to in mnogo več smo pravzaprav imeli, a smo leta 1991 pravzaprav vse zavrgli in zdaj naj bi se vračali na pot, kjer smo že bili. Ta pot je pa zelo dolga, če vzamemo že pot samoupravljanja, ki so ga izumili jugoslovanski komunisti 1950. leta, predvsem zato, da bi iskali drugo obliko socializma, ki ne bi bila podobna sovjetskim socializmu in ker so med tem poskušali celo dokazati, da so boljši komunisti od sovjetskih komunistov, kar se je kazalo zaradi mene v kmetijskih delovnih zadrugah. Ko to ni šlo, smo pač izumili samoupravljanje. Šlo je pa počasi. Zakon oziroma ustavni zakon iz leta 1953 je od dveh načinov, dveh najbolj pomembnih odgovorov na vprašanja, kaj proizvajati, kako proizvajati, komu proizvajati in kdaj proizvajati, dal dva odgovora delavcem oziroma rekli podjetjem. Dva odgovora je pa še dolgo zadržala država, to se pravi problem delitve in pa problem investicije zadržala država še desetletje. No, ko je to prenesla država na podjetja, bi lahko rekli tam v 60-ih letih, potem se je partija nenadoma počutila odrinjena, ker se je pokazala, da je pravzaprav v družbi nepotrebna. No in zaradi tega se je začelo v 70-ih letih pravzaprav vse spreminjati. Uvedli smo tako imenovano dogovorno ekonomijo, ker ste nekateri tudi poleg mene starejši tudi tule, se najbrž še spomnite iz razslovja tistega časa, tozdi, pozdi, si se oti, družbeno dogovarjanje, samoupravni sporazumi in tako naprej. Neka čudna terminologija se je v tistem času uveljavila, pravzaprav se je pa uveljavil nek sistem, ki ni mogel delovati. Gre za 70. leta, druga polovica 70. let, začetek 80. let, ko je bilo jasno, da sistem, kakršnega imamo, tudi teoretično ne more delovati. Deloval pa je zato, ker ni deloval. V tistem času se je šlo že mimo sistema, lahko je vse skupaj delovalo. No, potem, ko sta nažalost umrla Tito in Kardelj, ki sta zmeraj vedela, kaj je prav, se je pravzaprav vse skupaj začelo sesuvati. Zdaj je velika večina ljudi prepričani, da smo kapitalizem začeli uvajati leta 90 in 91 zmago Demosa. Pa ni res. Kapitalizem so začele uveljavljati že jugoslovanske oblasti in sicer v času tako imenovane Mikoličeve komisije 1988 s proglasitvijo, da ima besedo tisti, ki prinese kapital, ne pa tisti, ki daje delo. To pa ne pomeni nič drugega kot uvedba kapitalizma. Takšni so bili tudi zakoni konc leta 1988, to je pravi zakon o tujih vlaganjih in pa zakon o podjetjih. Pravzaprav kapitalizem smo takrat imeli, oblast, v kateri sem bil, je bila samo narediti, kako bomo to dokončno uveljavili. Nič drugega. Treba je vedeti, da takrat v to, da je treba privatizirati, dvomov ni bilo. V to niso dvomili tudi tisti, ki so nekaj let prej govorili o tem, kako delavci razpolagajo z vso družbeno reprodukcijo in podobne stvari. In to pravzaprav nismo. Edini problem je bil, nihče ni vedel, ne takrat, ne zdaj, kako to narediti, tako da bi pravzaprav naredili čim manj škode. No, nažalost, deloma stvari poznate, se takrat ni verjel v to, da je to treba delati počas, da to mora trajati desetletje, da je zato treba uporabiti notranje lastnike oziroma samoupravljavce. Samoupravljanje, kakršno je bilo pri nas in ki je pravzaprav postalo živo, šele leta 1990 se je pokazalo kot tako, je najbrž za Slovenijo ena najbolj primernih ureditev. Iz dveh razlogov. Zaradi tega, ker so v 70-ih letih razpršili industrijo po celi Sloveniji in smo ustvarili kmete, delavce, ki imajo občutek za lastnino in ki so imeli zmeraj pravi občutek do svojega podjetja. Torej, v tistem času je ta ideja
O počasnosti prehoda pa v tem notranjem lastništvu več ali manj zamrla. V začetku leta 1991 je nadomestila druga ideja, takrat je bilo treba vse narediti na hitro, povsem pozabiti na besedo samoupravljanje in socializem. Obe besedi sta pravzaprav za 2 desetletji postali nekakšna psovka v sistemu, uveljavlja se je demokratični socializem šele zdaj in za čuda, če gledamo po svetu, v Združenih državah Amerike si nekdo, ki bi želel postati predsednik, ne obotavlja reči, da je demokratični socialist. V resnici gre za socialdemokrata evropske oblasti. No, kaj bo zdaj prineslo, sem že na začetku povedal, da ne vem, to lahko še enkrat ponovim, tako da bi nehal s tem. Hvala lepa za potrpljenje.